prisrčen pozdrav iz Domžal, iz športnega parka, kjer je pred nami zadnja tekma 14. kroga v prvi ligi Telemach, derbi začelja med domačimi Domžalami in soboško Muro. Zadnje uvrščeni moštvi prvenstva, odveč je torej govoriti o tem, kako pomemben je obračun, ampak zelo pomenljivo je pravzaprav, da sta to ekipi, ki sta prav pri dnju prvenstvene lestvice, kajti Domžalčani so v prejšnjem krogu in to celo na gostovanju v Stožicah premagali aktualne državne prvake, ljubljansko Olimpijo. Mura pa je kot prva v novi sezoni vzela skalp trenutno vodilni ekipi slovenskega nogometnega prvenstva. Sobočani so torej premagali Celjane. Tule so sicer rezultati doslej odigranih 4 tekem v Hrvatin zdaj s predložkom. Prišel je celo na koncu do strela Viktor Ehibe. Tu je med vsemi tremi srednjimi branilci. Toda zdaj hiter prehod. Mlakar ima priložnost po podaji Vučkića, odbita žoga do Fajeja. Faje strelja, Dermastja odbija čez gol v nov kot za Domžalčane. Napaka, prepovedana podaja v sredino in takole so Muraši prišli do vodstva. Strelec Alen Korošec po krasni podaji Luka Bobičanca, 1-0 za goste v 18. minuti. Kakšna napaka, podaja, ki je trenerji ne dovolijo. Vsi trenerji na svetu so seveda alergični na to vrstno podajo v zadnji vrsti. Tam mora iti žoga seveda ob liniji in ne v sredino. Ne samo, da je šla v sredino, bila je tudi povsem nenatančna. Poglejte, takole Ehibe točno na nogo Bobičancu. Bobičanec ni okleval, sam pred vrati Alen Korošec. Držali so ga nekateri Domžalčani, seveda onside, da tako rečem, glede na to, da so bili povsem zadaj Viktorja Ehibeja in Prekmurci so to znali kaznovati, to da na drugi strani Hofer z veliko napako in izkoristili so tudi Domžalčani. Druga zaporedna tekma, ko je zadev Rene Hrvatin. Neverjetno, dobra minuta samo prednosti, rezultatske prednosti za Muro. In to je ta ideja Domžalčanov, o kateri sem govoril. Žoga na Hrvatina, podaja ni bila najbolj natančna na svetu, toda Rafael Hofer je zelo slabo posredoval. Hrvatin pa potem zadev tako natančno, da se bolj natančno pravzaprav skoraj da ne da. In točno tisti je bil podajalec Nikša Vujčić, na to sem opozarjal, takole pa Hrvatin. Sijajno je izkoristil to slabo posredovanje Hoferja in potem res čudovito zadevo po diagonali ob desni vratnici Neca Dermastjević. Kaj več prostora za Domžalčane, krasna podaja Kakviča, Ehibe, Mlakar in brani Dermastja. Kakšna priložnost, sijajen protinapad. Kakvič, Ehibe. Dobil je znak strani Novarliča, Bobičanec. Zalet, Bobičanec po tleh in v gol. Kaj je tu počel domžalski živi zid, se lahko vprašamo. 32. minuta se je že začela, Bobičanec pod zidom, peterica v zidu, še nekdo je za zidom ležal na tleh in vendarle pod zidom. Neverjetno, kakšen zadetek so zdaj prejeli Domžalčani tule. Skočili so v zidu, Hrvatin je ležal, ampak očitno narobe, to je neverjetno. Pod zidom in tudi mimo nogometaša, ki je torej kakorkoli dobra zamisel Vizingerja, toda nekaj sreče tudi za domače, ki so v protinapadu. Paras pred vrata in Nevka Mlakar ni zadev. Druga naravnost neverjetna priložnost za Mlakarja na tej tekmi. V sredini vrat v njegovo desno nogo. Milic zdaj s predložkom priložnost in gol. Kakvič pa je strelec. Še enkrat torej Domžalčani do izenačenja, 53. minuta.
v vlogi asistenta. Nino Milić z glavo pa je zadev domači napadalec, 21-letni mladi reprezentant Bosne in Hercegovine Aleksandar Kahvić. Tole še enkrat nebeški skok in izjemno natančen zaključek Kahvića za novo izenačenje ob Kamniški Bistrici. Treba je reči, ne glede na vse, kar smo videli, da je tole zasluženo izenačenje. Milić direktno na vrata in v gol! Nino Milić direktno iz kota, 73. minuta. Ja, zdaj pa lahko rečemo, da ima tale tekma novega junaka. Asistenci je zadetek dodal Nino Milić, gol neposredno iz kota. Takoj se je videlo, da je Milić sprožil na vrata in takoj se mi je nekako skozi glavo zapodila misel, Dermasti manjkajo centimetri in tudi sicer tule ni najbolje posredoval. Povsem je zgrešil žogo Nejc Dermastja, želel jo je sicer odbiti čez gol. Konec tedna nepričakovanem v Stožicah, potem bi imeli pri dnu lestvice 3 ekipe z enakim številom točk po 11, tole bo 11 metrovka, tako je. 11 metrovka za Muro, kakšna tekma ob Kamniški Bistrici. Tisto je zapravil, kaj pa tokrat Vizinger in gol. Bil je na žogi Matičić, konkretno se je dotaknil, pa vendarle je Vizinger zadev izenačenje na 3-3, 5. gol Vizingerja v tej sezoni in Mura je torej v 78. minuti izenačila na 3-3. Sijajna tekma ob Kamniški Bistrici. Le smo videli, kako blizu je bil Benjamin Matičić. Bobičanec. Sam je Vizinger, krasno Matičić. Matičića še enkrat enako. Nova velika priložnost, tokrat je streljal Ajkmajer, žoga po golovi črti. Talne krasne akcije in neizkoriščene priložnosti na obeh straneh. Tole je končna statistika. 50-50 posest, 5-5 v kotih, torej tudi na koncu, tako kot je bilo v pol. Nino, na koncu delitev točk, tekma zagotovo zanimiva za gledalce. Kaj pa nekako na igrišču, kako ste vi vse skupaj doživeli? Ja, mislim, do prvega gola Mure smo bili nekako, jaz mislim, da boljši nasprotnik. Nismo izkoristili naših priložnosti, potem prvi gol jim podarimo. Lahko rečem, da smo se kar hitro vrnili in potem spet nekako prejeli nek neposrečen zadetek iz neke naše napake. In ja, mislim, res razburljiva tekma. Na koncu mislim, da smo vseeno imeli mi več priložnosti, lepih priložnosti, nismo jih izkoristili, ampak na koncu točka. Vaš zadetek, koliko je tu neka namera in koliko je tu morda tudi nek splet okoliščin, kakšno je to razmerje? Ja, mislim, to smo delali na trening, da gre nekako žoga v gol, oziroma vsaj nekam okoli gola, da je nekje blizu, na koncu je, hvala Bogu, končala v mreži. Ja. Najlepša hvala, srečno. Luka, zanimiva tekma, polna preobratov, pravzaprav tudi lahko bi šla v eno ali v drugo smer, na koncu morda lahko celo obžalujete, da niste dobili kaj več kot točko? Seveda, da lahko obžalujemo, ampak tekma je bila vse, samo ono nekaj morala biti, ker vemo, zakaj se borimo mi pa oni. Pričakovali smo trdo tekmo, ampak res je bilo odprto na vse strani in sigurno po takem začetku vodimo dvakrat in enostavno, jaz mislim, da je že preveč tega, da mi poklanjamo vsem, mislim, da se malo moramo že zapitati, od kje to pride vse. Kaj je morda krivo za te minute, Marka? Na trenutke smo videli Muro, kakršno si verjetno tudi vi želite, razigrano, številne priložnosti, potem pa ja, neke napake, padec koncentracije, kje morda iskati te razloge? Ja, saj verjetno pad koncentracije, ampak vemo, zakaj se borimo in ne smemo si tega dovoliti, ker to so začetniške napake, ampak kaj bomo, moramo iti dalje, moramo biti pozitivni,
5 ali 4 tekme nismo izgubili in moramo biti pozitivni slačilnici, dela dalje in upam, da bo se vse vrnilo. Vaš gol, postavili so živi zid, postavili so igralca pod živi zid, vi ste udarili pod zidom in dosegli gol. Kako ste vi videli vse skupaj? Ja, saj menili so se, da naj skočijo in igralec iza, ker je bil postavljen, je bil slabo postavljen in sem poskušal, na srečo je šlo skozi in sem srečen. Najlepša hvala, srečno. Gospod Žlogar, zanimiv ponedeljkov večer ste nam pripravili, to je dejstvo, ampak ponovadi so gledalci zadovoljni, ko je veliko golov, trenerji pa potem tekmo nekako zaključite z mešanimi občutki, sploh ko je rezultat 3-3, kakšni so nekako prvi vtisi? Ja, kot bi rekel, kozarec pol prazen, pol poln. Mislim, da na koncu je rezultat realen, po priložnostih, dvakrat smo lovili rezultat, dvakrat smo ga ulovili in povedli. Bom rekel, praktično prvi in tretji zadetek podarili po individualnih velikih napakah, 11 metrovka in prvi gol. Ampak, to je davek, ki ga pač plačujemo, neizkušenost, mladost. Moram pa fantom čestitati za borbo, mislim, da smo si priigrali veliko priložnosti same igre, neko idejo smo imeli, dobro so jo poskušali sprovesti, tako da na koncu bom rekel, da sem s točko zadovoljen, naredili smo spet en pomik na lestvici, tretja zaporedna tekma brez poraza in nič, mislim, da fantom sem tudi čestitao po tekmi, nimamo kaj očitati, odpravljati pa moramo te individualne napake, pač smo škoda, preenostavno smo prepustili Muri, da je dosegla te zadetke, ampak smo na koncu s prekinitev dvakrat trpeli, tako da bi lahko rezultat tudi bil slabši za nas. Ste pričakovali, da bo šla tekma, kot pravimo, tako zelo gor, dol, morda je res manjkala kakršnakoli ta faza, ko bi se vse skupaj umirilo, ves čas se je ogromno dogajalo, ste pričakovali takšno tekmo? Ne, pričakoval sem drugačno tekmo, predvsem, imel sem neko idejo, da bi, če bi uspeli, bom rekel, prvi povez, da bi nam bilo tu mogoče lažje. Zavedali smo se, da je Mura zelo dobra v posesti, zelo nevarno v prekinitvah. Tako da to smo poskušali limitirati, narekovali smo tempo v fazi branjenja, tu smo bili relativno dobri, ampak se mnogo trošiš in potem smo v zadnjih 15 minutah, nas je nekoliko, bom rekel, zmanjkalo v tem pritisku, več na njihovo zadnjo linijo nismo bili tako uspešni, smo se preveč povlekli nazaj, nenevarni za nasprotnikov gol in tu sigurno imamo stvari za popraviti, ampak bom rekel, če potegnem črto iz vsega, od kjer so te fantje ostali, kjer so bili po 7 krogih, jim jaz lahko samo čestitam, smo na dobri poti, tudi neko podobo igre smo uspeli vzpostaviti, mislim, da moramo tu nadaljevati in nič, gremo dalje v soboto, nova težka tekma z Aluminijem in se čim boljše pripraviti na njo. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Gospod Slavic, pred tekmo ste dejali, ko so se pogovarjala, da ste bili tako vi kot Domžale na zadnjih tekmah zelo dobri v obrambi. Danes se mi zdi, da bo po tekmi vaš vtis malce drugačen, tekma polna priložnosti, tudi nekih napak, zanimiva za gledalce. Kako je bilo vse skupaj videti z vašega zornega kota? Ja, zanimivo za gledalce, lepa verjetno za gledalce zaradi golov, ampak z trenerskega vidika ne. Koncentracija prevečkrat padla in posledično smo dobili bom rekel, take lahke gole, ki bi mogli s pravilnim postavljanjem, s pravilno komunikacijo reševati. Kaj povedati zdaj na koncu? Mislim, da smo imeli boje priložnosti, moramo biti realni. Lahko bi šlo ta sama tekma na vse strani. Na koncu smo lahko z točko zadovoljni, glede na potek srečanja. Smo pa prišli po 3 in cilj na koncu ni dosežen. Kakšen je morda ta premik, o katerem kar veliko govorimo, predvsem v slačilnici, v glavah igralcev zdaj, vendarle ta niz tekem brez poraza, ko vemo, da so bili na začetku rezultati slabi. Je tudi to morda tisto malo, kar na koncu zmanjka na takšnih tekmah, zdaj hipotetično se pogovarjamo, če bi Mura bila nekje v zgornjem delu lestvice, z nekega drugega psihološkega vidika verjetno bilo marsikaj lažje. Bilo bi absolutno lažje. Zdaj si v nekem nizu, ki je vsaka točka pomembna in fantje to čutijo, to je normalno. Treba se stabilizirati, ampak na koncu vemo sami, da tisto, kar prinaša, so 3 točke, tisto razliko, ko se odmakneš od dna.
to je cel čas cilj. Zdaj res neporaženosti je, ampak na koncu si še vedno nekaj blizu. Tako da čaka se še 4 krogi, predvsem doma, upam, da bomo zmagovali, zunaj pa že tako jasno, da imamo neke težave, komaj 2 točki. Želja je, da vzamemo do konca čim več točk. Najlepša hvala, srečno.